Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Šolarji so v torek začeli novo šolsko leto v upanju, da bo izpeljano brez zapletov zaradi koronavirusa in da ne bo potreben pouk na daljavo. Osnovno šolo Josipa Vandota Kranjska Gora bo v novem šolskem letu obiskovalo 196 otrok, od tega 16 prvošolcev. Prav zanje so pripravili poseben sprejem. Pred šolo pa jih je pozdravil ravnatelj Milan Rogelj. To je eden tistih dni, kar si jih bomo zapomnili v življenju. Veste, vedno se zapomnimo prvega šolskega dne. Zato je danes lep dan, lep sončen dan, zapomnite si to. Prišli ste v osnovno šolo. Danes bo praznični dan, zanimivo bo. In verjamem, da bojo starši tele svoje otročke še kam pelali na kakšen sladoled, pa malo na sprehod. Dajte si vzeti danes čas za svoje otroke, kar naenkrat bojo zrastli. Veste, v leta bo tako hiter, takrat bojo pa že vas prerasli. Tako da zdaj se z njimi veselite, prišli so polni pričakovanj, imajo že torbice. Otroke sta prijazno pozdravili tudi učiteljici Leja Jensterle in Anja Mežik. Sedaj pa tremo takole iz rame dol, popihamo, pa še iz druge rame, dajmo prvošolci. Takole malo popihamo, se enkrat zavrtimo, trikrat poskočimo. Odlični ste, zdaj pa še en zelo glasen hura. Hura! Ne bolj na glas. Hura! Dobili so rumene rutke, o varnosti v prometu jih je poučila vodja policijskega okoliša Sandra Roner. Ste veseli, da ste prišli v prvi razred? Ja! Ne slišim dobro? Ja! Super! In jaz imam zelo prijetno nalogo danes za vas. Da vam bom razdelila rutke, ki jih boste nosili celo leto, ne? Vsak dan, ko boste prišli v šolo. In tisti, ki bojo celo leto nosili pridno rutke, bojo na koncu šolskega leta dobili nagrado. To se pa splača, ne? Na nedavno obnovljenem zunanjem športnem igrišču, ki je izjemno dobro obiskano vse mesece v letu, pa je ravnatelj Milan Rogelj že prej sprejel učence ostalih razredov. Najprej so prisluhnili slovenski himni, nato pa so jih pospremili v šolo. Še enkrat lep pozdrav. Začeli bomo s letošnjim šolskim letom, ki bo zagotovo zelo uspešno in bomo se veliko učili, naučili, se družili, timsko delali, veliko spoznali, torej bili veseli, da prihajamo v šolo. Tudi mi, učiteljski zbor, smo veseli, da ste prišli, da nam je država omogočila, da lahko z vami delamo. Šola je samo takrat, ko je polna otroškega veselja. Tudi spoštovani starši, hvala, ker ste danes prišli in lahko vam zagotovimo, da bomo vse naredili, da bodo otroci v zdravem in varnem okolju. Starše opozarjajo, naj v šolo prihajajo le zdravi učenci. V primeru suma na okužbo bodo učenca izolirali v varni sobi in obvestili starše. Če bo sum okužbe potrjen, bodo ravnali po navodilih epidemiološke službe, o okužbi učenca pa morate starši takoj obvestiti vodstvo šole. Uspešno so v novo šolsko leto vstopili tudi v osnovni šoli 16. decembra Mojstrana. Letos jo bo obiskovalo 212 šolarjev, od tega 18 prvošolcev. Tudi pri njih so poskrbeli, da je bil prvi šolski dan prijeten in predvsem nepozaben.
V krajih pod Triglavom so prejšnji teden od četrtka do nedelje spet izkazali veliko čast dolškemu župniku, planincu, klenemu in pokončnemu Slovencu Jakobu Aljažu. Prvi dogodek v okviru 28 Aljaževih dni so pripravili v Slovenskem planinskem muzeju s predstavitvijo pomembnih ljudi, ki so bili in so še na različne načine povezani z Jakobom Aljažem. Zaradi dežja so več prireditev morali z zunanjih lokacij preseliti v Aljažev prosvetni dom na Dovjem. V cerkvi svetega Klemena v Mojstrani je bil koncert resne glasbe Trizvok. Zazveneli so akordi Bachovih skladb po izvedbi flavtistke Vite Benko in violončelista Sebastiana Bertoncla. Spremno besedo je prispevala Nada Vodušek. Sledila je sveta maša v spomin na Jakoba Aljaža, ki jo je daroval župnik Boris Rozman. Na letošnjih Aljaževih dnevih so torej velik poudarek dali koncertom resne glasbe z vrhunskimi izvajalci. Samostojnim koncertom pa se je že v petek predstavila domača harfistka Leto Križanič-Žorž.
Program je obogatila tudi ljudkovno-glasbena predstava za otroke Stara detkova harmonika z igralcema Leono in Marcelom Gombocem. Spet bo priskal, pel in plesal, kakšno zaigral. Zdaj pa, stric Karlo, na 1, 2, 3. Karlo, odpri oči. Sem jih že. Stric Karlo, na to stran se morate obrniti. Miška, Ja, to je ta točno ta. stara detkova harmonika, Ja, o kateri sem vam pravil. ja, ja. Joj, Prav ta, ne? Ja, a vidite, Miška, da je ta čisto drugačna kot pa tista tam? Drugačna je res. Poglejte, a vidite, ta ima tipke. Aha, ta A ima vidite? tipke. Tipke in zato, ker lahko igraš na njo skoraj kot klavir, se reče klavirska harmonika. A vidite? Klavir? Ja, a vidite, ta je drugačna, ni tako lepo okrašena kot ta. Ne, ni tako lepo Ja, okrašena. obe imata meh, ampak ta ima lepo, taga pobarvanega, lepo okrašenega rožcema. No, ta ima pa registre. Ne? Aha. Ta ima drugačne gumbe, Aha, ta ima zelo gumbe. base ima močne, zelo močne base A ima. na tej strani ima pa ona tudi gumbe? Ja, tudi Aha, gumbe, aha. tudi gumbe. Tudi ta je malo manjša, a ne? Ja, ta je večja. Na ogled je bila še razstava ročnih del članic domačega kulturnega društva na Dovjem. Voden pohod domačega planinskega društva, tako imenovan Gustelnov pohod, pa so prestavili na 19. september. Včeraj so se v Kranjski Gori znova zbrali ljubitelji poni koles. Najprej so se dobro ogreli, potem pa vrteli pedala vse do Vršiča. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili v tokratni kroniki tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!